30 let kulturnega društva Rečan. Res, društvo se je rodilo 19. aprila 1969 leta. Kar 13 Benečanu sta se všafali do Parnodarju Čevaru v Čedadu. Mlad smo se všafovali zmerom, kar je finila Maša, popar Hloc, v Aldovi oštari. V teli oštari od Alda smo se menali zmerom, z naše problematike, ki so bile metode in tako naprej. Kad nije bilo ratalo, da je fabrika, ki je bila samo tista, in da je še ena druga Italcementi se je klicala, in tale je bila pa na Farnažja, ki so Madone kuhali do Nacemuri, in je licencijala no malo ljudi, ki so delali dol. Nije bilo druga okupacijona lepo balata. In tako smo sedeli, smo naredili manifestacijon dol. Ko bi bilo za okupacijon in tako naprej, za dati tuoč našim politikantam in tako naprej, in nam je prišlo v glavo za konstituiti en cirkul kultural, za malo zbuditi tele administratorje lokal, ki so bili nasprotni naših problematik za slovenščino, za našo kulturo, in za vse tele tradicione, ki smo imeli in tako naprej. In tel cirkus se je fondu, smo šli do Hnodarju, ki tel mlad smo se zbrali, je bil še tle naš famoštar, ki je bil to Azelio, in nam je dal roko, in tako je šlo naprej. Te mlade do nas navedo, da takrat so bili zares težki cajti. Nije bilo lahko biti Sloven, a nije bilo lahko tudi se boriti za pravice, za naš jezik, za našo kulturo, zadržati naše tradicije, naše pesmi. A vse, kar je bilo našega. Zakaj Rečan se mu roditi, a nije šel naprej? Za recimo 3 reči. Te prva, da je prišel en far, ki so Azelio Romanin. Tel far je bil pošelovsko fazzafonato tenčaš, tako che pravo on per mettere a posto questi 4 slavi. Ker je prišel, on se je takoj tu malo cajta zastopil, da situacija nije bila tista, da je realnost nije bila tista, kot mu je škof pravu, da na teritoriju je bilo čist drugače in je imel tajšno dobro pamet, dobro misel, da se je recimo prilagodil, odkar je bilo tle pri nas. Potlej, recimo, on je bil duša v telega reči, za on je bil, je potisku, on je bil, se nije bal bednega. Se nije bal bednega, in je potisku za vse reči, kar se je moglo narediti. Potlej je bilo prišel tudi tle za kaplana Prerino Markič. Prerino Markič je bil en drug tip od človeka, je bil en pesnik, je bil kulturnik, ma on je čul zelo močno tisto pripadnost slovenske kulture. In ker je poznal tole tle, je gledal napraviti vse, kar se je moglo. On je bil nervic za zbore, za pijat. On je recimo del skupaj zbor, ki potem se je klical Rečan, matenčas je bil zbor cerkveni. Zakvitos nismo imeli lahko življenje, veš? Je bilo bolj lahko italijansko, aleluja, kaj je bilo tiste. Mi dost navijem se, si jih unočula, nas so nas napadli oprkloci, desničari. In tenčas nas je bilo v zboru malo 40. In tiste čečate in tisti mladi, materovci, ovi so jih pejali proč, ne, da so jih pejali proč, zak niso tijeli bidvic. Ma zak so se bali, zakore, da na zelju je bil uzonijen z registratorjem, jih je spodil. Ale gori, ta im je nesu registratorci pod nos. Ma puno jih je uteklo, dio, nismo bili napravljeni, za da nas bojo preganjali. Mi smo imeli koncert hor pred Oštarijo, hor pred Silvano, kjer je ti spjecali. Smo začeli pijati, in so prišli nas se zganjati. No ni bilo lahko, veš, ni bilo. Takrat v Garmiškem Kamune, ne samo
je bila Gladio, ki je bila ta tajna organizacija, ki je imela edin cilj, ki je bil tisti za zbrisati vse, kar je bilo tle pri nas slovensko, slovenščino. Ko je društvo Rečan začelo delati, tle pri nas v celim kamunu, v celi občini je bilo več kot 1000 ljudi. Če pomislimo, da do nas je ostalo še 350. Se zubljajo, osebljal vas obratje, pustit vas salo mir, več vas ne bom videl. Moram ti zavšafat, ki male havi. Se zastop, da skoraj vsi mladi so morali iti po svete in pa so se odločili, da se živije boljše izven naših dolin, kjer tle ni bilo prav nič. Tisti, ki so ostali, pa so zgradili puno reči. 50 let netrudnega dela, neprekinjenega dela društva je vidno, je narečje, ki zelo pomeni ne samo za Rečansko dolino, pa za celo Benečijo. Ja, ker sem prišla v Belgije, kjer je delal moj tata za minatorja, ko so teli naši ljudje, sem imela samo 6 let. Prav sem hitro zastopila, da je kjek narobe. Za v Belgiji smo bili vsi Sloveni, smo se vsi držali za Slovenije, so vsi govorili po slovensko in so pravili mi Sloveni. Ker sem prišla v Italijo, v Srednje, ni bilo več tako, smo bili vsi Italijani, smo morali vsi govoriti po italijansko. Sem bila otrok, ma sem že zastopila, da je bilo kjek narobe. So mi pravili, da je Italijan, se govori po italijansko. Potem druga reč me je malo motila, nisem mogla zastopiti, ko je to moja nona, ki je živela v Hniljuc, v Horenjem koncu Srednjega. Hor so govorili po slovensko, so pili po slovensko tu v cerkvi, je bil katekizem po slovensko, tu par kilometrov je bil drug svet. Tole nisem tehnila zastopiti. Je bilo veramente težko za me, ki sem bila otrok. Potem en dan je prišel do Črnečan živeti. Ni bilo všeč se pogovarjati z njim, na vse moje dvome, on je imel en odgovor. Ma sem bila ista, so meni drugi mladi iz tistega kraja Srednjega, ki so zastopili, da imamo kjek posebnega. Ma nismo tudi zastopili, za ki se nam more nucati jezik, a navada nič. On nam je odprl pamet, a nam je storil zastopiti bohatijo, ki smo imeli, ki nismo smeli zatajiti. Nam je dal kuražo za iti naprej, nam je dal kuražo za odkriti naše korenine, za jih ljubiti, a za jih venesti spet na dan. Ni bilo lahko. Mi smo res bohloni Aldu Klodiču, če se je tole rodilo v Srednjem. Ista, am vse tisti, ki imajo moje leta. Od tega je bilo bi lahko hoditi po tisti pot, ki se nam je varila ta prava. Am viš, kaj sem pogled zastopil, da ni bilo pravo, kar je bilo prijet, ker so pravili, da smo samo Italijani. Tisti, ki so se borili v društvu, so bili tisti, ki so zastopili, da je treba kjek narediti, da se ne moramo pustiti, se prodati, niti proče, ma da smo uredni, naš jezik je ureden spoštovanja, da moramo tudi zahtevati naše pravice. Kulturno društvo Rečan je bilo vedno v prvi vrsti, kar je bilo treba vprašati in zahtevati pravice, naše pravice, globalno zaščito, in je puno delu s telim pomenom. Treba je tudi reči, da vse, kar smo delali v telih let, je bilo prostovoljno delo. Delo, kjer smo vključili tudi te mlade, in tudi do nas mi gledamo, bomo le gledali, peljati naprej delo, tako, ki je bilo peljeno do sedaj, združiti mlade, se odprijeti svetu, ne se držati zaprti v našem kotu, ker to je zelo pomembno. Treba je le naprej, tako, ki je njima pravil Aldo, delati za ljudi in z ljudmi. Nebo se jasni, po temnih oblakih spet sonce žari.
stopimo na dan, veselo zapojmo, saj noč je za nam. Za nam je trpljenje, nebo več krivit, oračno življenje iz večnih temnic, si bratje na svetu, si dajmo roko, nam sreča ljubezni razsvetli oko. Strani Mata Jurja nebo se jasni, po temnih oblakih spet sonce žari, po konci Slovenci stopi